Hallelujah. Hallelujah. Let's rise up and worship the Lord, yeah? Dajmo slaviti Gospoda. Oh, we worship you, God. Lord, we worship you. Slavimo te, Let's lift up Gospod. your praises unto God, all right? Izgovarjamo Hallelujah, slavu. hallelujah. Oh, blessed be the name of the Lord. Blagoslovljeno bodi ime Gospodovo in In this svetega duha. sanctuary, this evening, and indeed His glory may dwell, continue to dwell and pour upon the hearts of His people. Njegova slava In the naj name of prebiva med Jesus, nami. we thank you, we praise you. Slavimo te, zahvaljujemo se te. Častimo te, Jezus. Welcome you to this praise. Dobrodošel si Father, tukaj. we give you praise, we give you the glory. Dajemo for ti the čast in wonderful slavo. things you've done for us, for loving us extravagantly in the name of Jesus. We welcome the glorious presence of the mighty Holy Izrekamo Spirit. dobrodošlico v prisotnosti svetega duha. Every need will be met this day in the name of Vsako koleno bo We give pokleknilo. you praise, for He is worthy. He is worthy. On je vreden. Dajemo mu čast in slavo. Oh, people love on the Lord Jesus. He is worthy. Gospod Jezus je vreden naše slavljenja. Yes, we magnify His glorious name. For He is Lačni worthy. He is smo po worthy njemu. all. Oh, He is worthy all. He is On je worthy vreden all. vsega. We thank you and we bless you. Zahvaljujemo se ti, blagoslavljamo Each te. one of us today, that none of us, Lord God, will live this sanctuary. Even as we go out, my Father, we shall be filled by your glory and by your Tudi ko presence. zapustimo ta prostor, naj bomo izpolnjeni s svojo prisotnostjo. More than the glory, for you are worthy, you are worthy. Ker ti si vreden, Gospod. Jesus' name. V imenu In Jezus. name, Jesus' name. Yeah. Hallelujah. Oh, hallelujah. We're going to read a psalm together as we start tonight. Danes bomo večer začeli s psalmom, ki ga bomo skupaj prebrali. Psalm 148. Hvalnica vesolja. Aleluja. Hvalite Gospoda z nebes. Hvalite ga na višavah. Hvalite ga vsi njegovi angeli. Hvalite ga vse njegove vojske. Hvalite ga sonce in luna. Hvalite ga vse svetle zvezde. Hvalite ga nebes nebesa. Vi vode, ki ste nad nebom. Naj hvalijo ime Gospodovo, zakaj on je ukazal in bili so ustvarjeni. Postavil jih je za vsele na veke. Dal je zakon, ki ne preide. Hvalite Gospoda zemlje, morske pošasti in vse globine, ogenj in toča, sneg in megla, viharni veter, ki izpolnjuje njegovo besedo, gore in vsi griči, sadno drevje in vse cedre, zveri in vsa živina, laznina in krilate ptice, kralji zemlje in vsa ljudstva, knezi in vsi vladari na zemlji, mladeniči, mladenke, starčki in dečki, naj hvalijo ime Gospodovo, zakaj le njegovo ime je vzvišeno. Njegovo veličastvo je nad zemljo in nebom. Vzdignil je rok svojemu ljudstvu, hvalnico za vse njegove zveste, za Izraelove sinove, za ljudstvo, ki mu je blizu. Haleluja.
živi. Slavi Boga, slavi Boga, naj vse, kar živi. Slavi Boga, slavi Boga, naj vse, kar živi. Slavi Boga, slavi Boga. Slavil bom v dolini, slavil bom na gori, slavil ko gotovo in ko bom v dvomi. Slavil bom v manjšini in ko bom obkrožen. Slavljenje je voda, ki vraga utopi. Slavil bom v dolini, slavil bom na gori. Dajmo cerkev skupaj. Slavil ko gotovo in ko bom v dvomi. Slavil bom v manjšini in ko bom obkrožen. Slavljenje je voda, ki vraga utopi. Dokler še diham, razlog imam, da slavim Boga. Duša moja, slavi Boga. Duša moja, slavil bom, ko čutim in tudi ko ne. Slavil bom, ker vem, da ti si v kontroli. Ja, Jezus. Slavljenje je orožje, je več kot le zvok. Moja pesem je krik, ki zruši Jeriho dom. Dokler še diham, razlog imam, da slavim Boga. Duša moja, slavi Boga. Duša moja, slavi Boga. Duša moja, slavi Boga. Duša moja. Ne bom ostal tiho, ker moj Bog je živ. Kako naj to zadržim? Ne bom ostal tiho, ker moj Bog je živ. Kako naj to zadržim? Jaz bi to še enkrat. Ne bom ostal tiho, ker moj Bog je živ. Kako naj to zadržim? Slavi Boga. Duša moja, slavi Boga. Duša moja, slavil bom, ker vladaš, kraljuješ nam ti. Slavil bom, ker si premagal si grob. Slavil bom, ker svet si, resničen si ti. Slavil bom, ker tebe res večjega ni. Slavil bom, ker vladaš, kraljuješ nam ti. Slavil bom, ker stal si, premagal si grob. Slavil bom, ker svet si, resničen si ti. Slavil bom, ker tebe res večjega ni. Slavi Boga. Duša moja, slavi Boga. Duša moja,
Dusza moja slawi Boga. Dusza moja slawi Boga. Dusza moja slawi Boga. Dusza moja. Slava, slava, slava tebi, Gospod. Haleluja. Hallelujah. Praise him, all you saints. Slavimo Tvoje ime, Gospod. Hallelujah. Praise him in the valley. Slavimo Te v dolini. Praise him on the mountain. Slavimo Te na Everything that gori. happens in our life, he works for good. Vsak dan našega življenja Oh, On deluje za hallelujah. nas. Watchmen on the wall, listen for the call. Come and stand, take the land, fight on the side of the land. Watchmen on the wall, hear the shepherd's call. Come to pray, seize the day, stand and build a kingdom. Watchmen on the wall, listen for the call. Come and stand, take the land, fight on the side of the land. Watchmen on the wall, hear the shepherd's call. Come to pray, seize the day, stand and build a kingdom. Yeah. Darkness, shine the light. Take up your armor, rise to fight. Into the darkness, shine the light. Take up your armor, rise to fight. Into the darkness, shine the light. Take up your armor, rise to fight. Into the darkness, shine the light. Watchmen on the wall, listen for the call. Come and stand, take the land, fight on our side of the land. Watchmen on the wall, hear the shepherd's call. Come to pray, seize the day, stand and build a kingdom. The Spirit is moving, the wind is blowing, the river flowing. The Spirit is moving around the world, drawing to the Savior. The Spirit is moving.
into the deep. Let the river take you to the throne of God. Let the Spirit move you. Look at Jesus, God higher, sing to heaven's eyes. God higher, look at Jesus, God higher, sing to heaven's eyes. Go out into the deep. Let the river take you to the throne of God. Let the Spirit move you. Go out into the deep. Let the river take you to the throne of God. Let the Spirit move you. Spirit is moving. The wind is blowing. The river's flowing. The Spirit is moving. Wine you oil, drawing to the Savior. The Spirit is moving. The wind is blowing. The river's flowing. The Spirit is moving. New wine, new oil, drawing to the Savior. Oh, hallelujah. All across the nations, the Spirit of the Lord is drawing the church. Sveti Duh čez celu narod. Saying, come up to me, come up higher. Pravi, pridi k meni, pridi više. I have new things, Jaz imam nove stvari za te. fresh oil, Sveže olje, fresh anointing, sveže maziljenje, new things for you, church. nove stvari, crkva. Only believe. Samo verjemi. Drawing to the Savior, the Spirit is moving, the wind is blowing, the river's flowing, the Spirit is moving, new wine, new oil, drawing to the Savior. Oh, the earth will be filled with the glory of the Lord Bodite polni slave Gospodove. as the water covers the sea. Saturated, filled, filled, filled. Oh, just raise your hands tonight. Dvignimo roke. Oh, Lord, new anointing, Novo maziljenje, fresh oil, sveže olje, fresh wine, sveže new olje, anointing. novo Oh, maziljenje. hallelujah, Lord, on this nation, Na ta narod, Gospod. on your church, on your Na people. tvojo crkvu. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Father, tipo, Maria, Shara, Baba, Diado.
to see. We want to see you. Odpri nam oči, Gospod, mi hočemo videti tebe. Open our ears to hear your voice. Odpri nam ušesa, da lahko slišimo tvoj glas. Open our heart to believe your promises. Odpri nam srce, da bomo verjeli tvojim obljubam. Every word that you speak is yes and amen. Vsaka besedo, ki jo izgovoriš. Oh, hallelujah. In the river there is healing. In the river there is healing. Ureka je ozdravljenje. Oh, hallelujah. If you are sick tonight in your body, Če se boriš z boleznijo v svojem telesu, in the river there is healing. v njegovi reki je God's ozdravljenje. very presence V njegovi moving in božji this prisotnosti place. je ozdravljenje. Oh, hallelujah. Just reach out to receive. Samo stegni se, da dosežeš Just only believe. in verjemi. Yes, Lord, I receive. Ja, Gospod, I sprejemam. receive. Jaz I sprejemam ta believe. I trenutek. receive. Jaz verjamem. Hallelujah. All things are possible. Vse je mogoče. Oh, hallelujah. In the name of V Jesus. imenu Jezus. Oh, yes. Hallelujah. On the way to church, I felt that there were people that would be here that have tormenting thoughts. Čutim, da so tukaj ljudje danes, ki se borijo z mislimi, ki jih mučijo. And they're lies from the enemy. To so laži sovražnika. And in the name of Jesus, we take authority over every lie that attacks the mind. In the name of Jesus, V imenu Jezusa prevzemamo avtoriteto nad we vsako lažjo speak. The blood sovražnika. of Jesus covers our mind. Kri Kristusova The blood of pokrije Jesus naše misli, washes us, nas washes our opere, conscience. opere našo zavest. The blood of Jesus heals us from Kri Kristusova past nas, wounds. nas ozdravi, Hallelujah. zaceli naše Hallelujah. In the rane. name of Jesus, we silence the enemy. V We imenu silence Jezus the enemy. We silence his utišamo voice. sovražnika And we yield to you, Lord. in se We podrejamo yield tebi, to you, Gospod. Lord. Podrejamo se tebi, Hallelujah. Gospod. Hallelujah. And surrender. Predajamo se tebi, Gospod. Tukaj odložim vsako breme krone se ti prepustim, se ti prepustim. Tukaj odložim vsako laž, vsako se ti prepustim. Tukaj odložim vsako breme,
storiš, kar želiš si. Tukaj odločim, ti si se zakažim, se ti prepustim, se ti prepustim. Tukaj odločim, ti si se zakažim, se ti prepustim. Da storiš, kar želiš si. Da storiš, kar želiš si. In prosto ti naredim. Da storiš, kar želiš si. Da storiš, kar želiš si. Have your way, Lord. Da storiš, kar želiš si. Whatever you want, Lord. Whatever you want. storiš, kar želiš si. Karkoli si želiš. In prosto ti naredim. Da storiš, kar želiš si. Da storiš, kar želiš si. Hallelujah. We lay down our lives. We lay down our lives. We lay down our lives. Prevzemi naše Lay življenje, down our Jezus. lives. We lay down our lives. Predajamo ti življenje, Gospod. We lay down our lives before you. Oh, Lord Jesus, we gladly lay down our life, Lord. Z veseljem predajamo svoje življenje pred It's tebi, an Gospod. honor. To nam je v čast. It's an honor to lay down our life. V čast nam je predati svoje življenje tebi, Gospod. Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it will remain alone. Če seme v zemlji umre, ostane samo. Lord, we give ourselves to you. Gospod, mi se predajamo tebi. Oh, hallelujah. As we yield, as we die to the world, to self, a harvest of blessing. Medtem ko si predamo življenje in umremo, pride žetva. I know that your eyes are a flame of fire, and I know that your hair is white as wool, and I know that your voice, it sounds like water. Jesus, you're beautiful, and I know that your eyes are a flame of fire, and I know that your hair is white as wool, and I know that your voice, it sounds like water. Jesus, you're beautiful, and I know that your eyes are flames of fire, and I know that your hair is white as wool, and I know that your voice sounds like water. Jesus, you're beautiful, 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 beautiful.
your eyes are flames of fire. I know that your hair is white as wool. I know that your voice, it sounds like water. Jesus, you're beautiful. Like flames of fire. Your hair is white as wool. It's your voice, it sounds like water. Jesus, you're beautiful. Hallelujah. I just see like a whirlwind of the Holy Spirit. Vidim vrtinec Svetega Duha And I just see the people of God falling on their faces before Him. in vidim, kako padamo na obraz pred njim. And Him just showing, I'm all powerful. Kako nam kaže, I'm all kako je powerful. mogočen, I'm all powerful. kako vse mogočen je. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Laid down lives. Predajamo ti svoje življenje. Fire of God. Ogen Bogal. Consume, consume, consume us Polži nas on your altar. na svojem oltarju. Fire of God. Consume, Polži nas, consume your people. polži svoje ljudi, Gospod. On an altar of praise. Na oltarju slavljenja. Hallelujah. Lives are going to be changed tonight. Nocoj se bodo spremenila življenja. If you've been struggling in your walk with the Lord, you've been struggling in your walk with the Lord. Če ste se borili na svoji poti, Just Gospod, lift up your hand and say, help me, Lord. dvignite roko in recite, pomagaj mi, Gospod, I need you. potrebujem I need your te, help. potrebujem tvojo I pomoč, need your power, Holy Spirit. potrebujem tvojo moč, Sveti Duh. Change what I cannot change. Spremeni, kar ne morem spremeniti. Fire of God. Fire of God. Ogen Bogov, Fall. Fall on your people. Padi na svoje Fire of ljudstvo. God. Fall on your people. padi na svoje ljudstvo. You change us. It's you, Lord. It's you. It's your power. Spremeni nas s It's your svojo močjo, power. s tvojo močjo. Haleluja, Jezus. Predstavljaj si Jezusa, haleluja. Glej Jezusa v svojem življenju, v svoji situaciji. Dajmo gledati na Jezusa, haleluja. On je alfa in omega, začetek in konec, je rešitev. Dajmo še pet čudovit, Jezus je čudovit. Ko pojmo Jezus je čudovit, haleluja. Mu dovolj, da se ti ful približa, haleluja. Da ti je bližje kadarkoli prej, haleluja. Čudovit. Ja, Jezus, ti si čudovit. Čudovit si, Gospod, haleluja. Tvoje oči so kot ogenj. Ti goriš v nas, haleluja. Ti prevzemaš naša življenja. O, haleluja, vse je pod tvojimi nogami, haleluja. Ti si čudovit v naših srcih, v naših mislih, haleluja.
Jezus, mi te gledamo v vsakem aspektu svojega življenja, haleluja. Mi te gledamo v vsaki okoliščini, gledamo te na vsaki situaciji, Oče. Vsem, kar delamo, gledamo na tebe, Jezus, haleluja. Ja, približi se nam še, Jezus, še več tebe, Jezus, še več, haleluja. O, haleluja, Oče, naj tvoj ogenj gori v nas, haleluja. Naj tvoj ogenj gori v nas, haleluja. Naj tvoj ogenj, haleluja. Haleluja, Jezus, haleluja. O, hvala ti, Jezus. O, hvala ti, Jezus, haleluja. Mi ne iščemo samo rezultatov, mi ne iščemo samo prodora in Božjega delovanja, ampak njega osebno, haleluja. Da on gori v nas, haleluja. Ja, Jezus, hočemo še več tebe, haleluja. Še več, haleluja. Hirabasaka, tarabaka, taralabaka. Bog je dober Bog, amen. Dober je biti v njegovi prisotnosti, haleluja. On je skozi s tabo, haleluja. Skozi, haleluja. In zanimivo je, da recimo, ko si, a lahko mogoče visoko izmišljaš na te napetke. Ko si recimo nekje, pa ti ne gre toliko dobro, pol misliš, ni toliko Bog z mano, ampak on je še bolj s tabo, še bolj, amen. Recimo mu sosedu, haleluja. Jezus ne more živeti brez tebe, haleluja. Hvala ti, Jezus. Če mi ne verjameš, sam poglej, koliko nas je ustvaril, haleluja. 7 milijard, haleluja. On, če nas ne bi rabil, bi imel odnos samo živalmi, pa z računalniki. Ampak on je ful riskiral, kaj nas je ustvaril. In nam je dal ful svobodno voljo, da ga nazaj ljubimo ali pa ne. Ampak nekako je s tabo, jaz ga hočem bolj ljubiti, kot včeraj. Amen. Hočem ga še bolj spoznati. Amen. Objem te, koga prijem se usedati. Se že sedite. Ja, vedno lahko imamo kako pričevanje, zaradi tega, ker Bog skozi deluje v naših življenjih. In zdaj smo se glih pred srečanjem pogovarjali in sem malo razmišljala, kaj bi povedala, tukaj nekih stvari. Ampak zdaj zadnje čase, vedno predno grem v službo, prosim Boga, da deluje, da mi pokaže, da imam res rada ljudi, ki jih srečam, tako kot ima on rad nas. In so se začele dogajati ful spremembe. Zdaj sem imela v roku 14 dni 2 stranke, ki sta se mi zjokale in povedale svoje težave in kako jim je bilo hudo. In eni sem potem rekla, saj veš, kaj pravi Jezus, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vam bom dal počitek. In res je potem prišla k Jezusu in na koncu storitve mi je rekla, kako je zdaj spočita, in sem bila, slava Bogu, samo do njega moramo priti in on nam da počitek. Ja, hvala, Katja. Ja, ful je dobro, kjerkoli posel imaš, da veš, da nisi tam samo zaradi posla, ampak zaradi ljudi, amen. Da si tam vpliv, luč na delovnem mestu, amen. Brothers and sisters, it is a special testimony to be alive alone. Bratje in sestre, je velika blagoslov, da smo živi sploh danes. So we should always thank God, especially when we are in the presence of God. Torej bi se morali vedno zahvaliti Gospodu, še posebno, da smo v njegovi prisotnosti. Shortly, we have a short message for you tonight. Imamo kratko sporočilo za danes. It is about giving and receiving.
je o dajanju in o sprejemanju. Who is more blessed? Torej, kdo je bolj blagoslovljen? You might be asking the question in your mind, giving and receiving, who is more blessed? Se pravi, kdo je bolj blagoslovljen? Ta, ki daje ali ta, ki sprejema? What does the Bible says about this? Kaj pravi Svetopismo o temu? Let's see what Apostle Paul says about this in the book of Acts chapter 20 verse 35. Poglejmo, kaj apostol Pavel pravi v apostolskih delih 20:35. I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak. Sem se vam dal izgled, kako moramo s trdim delom pomagati slabotnim. And remember the words of the Lord Jesus that he said, it is more blessed to give than to receive. In se spominjati besed Gospoda Jezusa, ki je rekel, večja sreča je dajati, kakor prejemati. That Bible verse emphasizes the importance of giving to the weak, to the poor. Ta verz nam pravi, koliko je pomembno, da dajemo slabotnim in revnim. It also talks about the blessings that goes with giving. Govori tudi o blagoslovih, ki grejo s tem, ko dajemo. Apostle Paul quotes the word of Jesus Christ by reminding believers that it is more blessed to give than to receive. Apostol Pavel je rekel, da je Jezus rekel, da je bolj pomembno, da dajemo, kot da prejemamo. So brothers and sisters, this giving we are talking about, it could be in any form, given in the house of God, giving to the poor, to the weak, to the needy, and also giving of your tithes and offering. Torej, to dajanje je lahko na več načinov, ali dajanje revnim, dajanje moči potrebnim ali vdovam, na več načinov lahko dajemo. But one thing that is important and we should always remember is that the most acceptable form of giving is giving that is done in righteousness. In želim povedati, da kar je najbolj pomembno je, da dajemo v pravičnosti. Takrat je tudi naša daritev lepo sprejeta. May the Lord bless you as you give in Jesus' Naj vas name. Bog blagoslovi med tem, ko dajete. V Jezusovem imenu. Almighty God, we thank you for another day. We thank you for another opportunity of giving in your house today. Out of the abundance you have given us, we have come to say thank you. Every hand that has given today, we never know lack in Jesus' name. Every hand that has given today, we never beg in Jesus' name. And may them recover everything that has been lost financially shall be recovered in Jesus' name. Amen. V smrti življenju zaupam ti, pokrit sem za močjo tvoje ljubezni. Aleluja. Wow. Koliko je Bog že danes naredil, a ne? Smo res hvaležni. Imel sem na srcu, da pogledamo malo besedo o Božjem usmiljenju. To imam na srcu že več kot pol leta in se mi zdi, da nas hoče Bog ohrabriti v veri za to, kar se nam zdi zdaj nemogoče. Kako je zdaj to povezano z Božjim usmiljenjem? Bomo videli počas. Najprej 2. Mojzesova 33. V bistvu je 34. Bog se je razodel Mojzesu na Sinajski gori
In piše v 5. vrstici: Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob Mojzesu ter klical ime Gospod, Jahve. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi, bogat v dobroti in zvestobi, ki ohranja dobroto tisočem, odpušča krivdo, upornost in greh. In vidimo, prva beseda, s katero se je Bog razodel Mojzesu, ki je do tam vedel samo, da je Bogu ime jaz sem, Jahve. Tako se mu je predstavil pri gorečemu grmu, ki se je srečal Mojzes z njim prvič. Tukaj pa se mu je najprej razodel kot usmiljen in milostljiv Bog. Zanimivo je, da v stari zavezi skoraj ne srečamo besede ljubezni, ki je v novi zavezi ključna beseda, agape, Božja ljubezen. Ampak v stari zavezi predstavljajo to ljubezen, te besede, usmiljen in milostljiv Bog. In bogat je v dobroti in zvestobi, počasen je v jezi, odpušča krivdo, upornost in greh. Se pravi, za vse je poskrbel, kar so naše slabosti. Za vse je poskrbel, kjer se počutimo nevredne njegovega večjega blagoslova, njegovega močnejšega delovanja, njegovih čudežev. Za vse to je poskrbel čez Jezusa Kristusa. On je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da se nihče ne pogubi, ampak ima večno življenje. Tako nam je izkazal svojo ljubezen, tako nam je dokazal svoje usmiljenje. Ampak nadaljevanje te vrstice kaže na konflikt, ki se dogaja v naših dušah, ko Bog naprej govori o sebi, da nikakor ne oprosti krivde, ampak kaznuje krivdo očetov na sinovih in na sinov sinovih na 3. in 4. rodu. Kaj pa je zdaj to? Tukaj je pa druga stran Boga, ki je njegova pravičnost. Njegovi pravičnosti mora biti zadoščeno. Ampak je bilo zadoščeno na križu. Jezus je vso to krivdo, ki ni mogla biti oproščena, vzel nase, zato da je Bog lahko nam oprostil. Zato verjamem, da nas hoče Sveti Duh spodbuditi, da bomo bolj sigurni glede njegovega usmiljenja. Ena od ugotovitev, ko sem lansko leto veliko preučeval zgodovino krščanskih prebujenj, je bila to, da Božji ljudje, ki so doživeli prebujenje, ki so doživeli manifestacijo Božjega kraljestva na zemlji, so rekli, to je bilo Božje usmiljenje. Zanimivo, ne? Ker v bistvu mi verjamemo za prebujenje, mi verjamemo za Božje kraljestvo. Jezus nam je naročil, naj molimo, da pride očetovo kraljestvo sem na zemljo, da se lahko zgodi njegova volja, kakor je v nebesih, tukaj na zemlji. Jezus nam je to naročil, zato verjamemo in pričakujemo njegovo kraljestvo, še preden se on drugič vrne nazaj. In če spoznavamo zgodovino krščanstva, v vsakem obdobju, praktično v vsakem stoletju, odkar je Jezus šel v nebesa in sedel na Božjo desnico, so se dogajala osupljiva prebujenja. Eno od najbolj osupljivih se mi zdi tisto, ko je Božji človek je umrl, vse je razdal revežem in je očitno umrl od podhranjenosti. 36 let je bil samo star. In so ga pokopali nekje v Franciji in so se na njegovem grobu začeli dogajati čudeži. Od hromih
so bili ozdravljeni slepi, noro, mislim, ne samo malo časa, 4 zaporedna leta. V enem letu so zabeležili 800 čudežev, tam so imeli komisijo, ki je preverjala verodostojnost čudežev. Mislim, govorimo o Božjem kraljestvu. Ko Božje kraljestvo pride na zemljo, Bog lahko uporabi celo kosti mrtvega človeka, zato da izlije svojega duha na ljudi, ki ga iščejo. Haleluja. A je to Božje usmiljenje? Ja. In Jezus je rekel, blagor usmiljenim, ker bodo usmiljenje dosegli. In zdaj je tukaj ta druga stran Božjega usmiljenja, ki nas hoče, nas svoje otroke naučiti, da smo usmiljeni tako, kot je on usmiljen. Nekje v evangelijih, enih citatov vam ne bom govoril, bodo na Zoomu v sredo oziroma na WhatsApp skupini, tako da boste lahko proučvali še. Jezus je rekel, bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. In drugi evangeliji govori o točno isti stvari, o tem, da naj ljubimo svoje sovražnike in molimo za tiste, ki nas preganjajo, pravi na koncu, ne bodite popolni, kakor je vaš nebeški Oče popoln, ampak pravi, bodite usmiljeni, kakor je vaš nebeški Oče usmiljen. Haleluja. In tle zdaj vidimo ogromno pomembnost tega, da hodimo v Božjem usmiljenju. Videli smo povezavo usmiljenja in Božje ljubezni. Če bi šli brati, mogoče lahko, ker gremo prebrati znan odlomek 1. Korinčanom 13 o Božji ljubezni. Pravi, da je ljubezen potrpežljiva. To je Bog tudi rekel zase v Mojzesu. Da je dobrotljiva, isto je Bog rekel zase. In potem se ne da razdražiti, ne misli hudega, vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Tako da verjamem, da nas želi Sveti Duh naučiti hoditi v globjem usmiljenju. In je tukaj usmiljenje najprej do sebe. Ker so ene stvari, ki jih držimo v svojem srcu glede sebe, zaradi katerih se počutimo nevredne pred Bogom. In verjamem, da nam bo Sveti Duh pokazal, da nam hoče izkazati usmiljenje glede teh stvari. Posebej smo skušani glede tega, takrat, ko verjamemo za eno stvar Bogu dolg časa in zgleda, kakor da ne deluje, zgleda, kakor da naše molitve ne prodrejo skupaj. In kaj je najbolj logičen zaključek našega mesenega uma? Nekaj si narobe naredil. Ampak kaj sem narobe naredil? Ne vem, kaj sem narobe naredil. Ali pa začneš ugotavljati stvari, ki si jih narobe naredil v preteklosti in povezvati to s tem, da zaradi tega ti Bog ne da. Zaradi tega Bog ne more uslišati tvoje molitve. Ampak kako bomo to dali skupaj s ceno, ki jo je Bog plačal za nas na križu? Ki je dal svojega sina za nas. Ne moramo uskladiti tega. Se pravi, moramo svojo teologijo popraviti. Bog je usmiljen do tebe. Bog je usmiljen do vsega, kar si narobe naredil v svoji preteklosti.
Zdaj, za ene stvari, ki smo jih narobe naredili, smo trpeli posledice, ampak ne zaradi tega, ker bi nas Bog kaznoval. Ampak enostavno imamo v Božji besedi zapisan zakon, da to, kar sejemo, bomo želi. Če sejemo v svoje meso, sebičnost in napačne stvari, bomo od mesa želi pogubo. Prej ali slej bojo šle stvari zaradi tistega narobe, če se pravi čas ne obrnemo k Bogu in dovolimo, da nas očisti. Ampak govorimo zdaj o tem, kako se počutimo v Božji prisotnosti, kako se počutimo, ko prosimo Boga za velike in težke stvari, ki zgledajo, da se nočejo premakniti, tako kot Jerihonski zid. Namenjen sem v 1. Janezovo pismo. 3. poglavje, 20. vrstica. V bistvu že 19. Potem bomo tudi spoznali, potem, da živimo v Božji ljubezni, potem bomo spoznali, da smo iz resnice, da smo bili na novo rojeni iz Božje besede. In pred Bogom bomo pomirili svoje srce. Če nas naše srce obsoja, saj je Bog večji od našega srca in spoznava vse. Ljubi, če pa nas naše srce ne obsoja, smo z Bogom zaupni in dobimo od njega, kar ga prosimo, ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč. To pa je njegova zapoved, da verujemo v ime njegovega Sina Jezusa Kristusa in se ljubimo med seboj, kakor nam je zapovedal. Wow, to so vse zapovedi, ki jih rabimo vedeti. Zato, ker živimo v tej Božji ljubezni, bomo sami od sebe poslušni Bogu z veseljem tudi v vseh drugih stvarih. Da imamo tako srce pred Bogom, ki nas ne obsoja in imamo zaupnost do Boga in vemo, da smo mu všeč. Haleluja. Največje veselje je biti Bogu poslušan v vsem, kar vidiš, da mu moraš biti poslušan. Itak nam je zapovedal stvari, ki so za naše dobro. A je tako? Amen. Ok, tako da ni kompliciran biti siguren pred Bogom, ker veš, da delaš, kar je Bogu všeč. Veruješ v njegovega Sina Jezusa in ljubiš brate in sestre, ki isto verujejo v Jezusa. Haleluja. In če si očistil z Jezusovo krvjo in delovanjem Svetega Duha svoje srce za iskreno bratoljubje, pol imaš to sigurnost pred Bogom. Haleluja. Ok. Naše srce nas ne bo obsojalo. Dajmo reči skupaj. Moje srce me ne bo obsojalo. Ampak bom imel gotovost pred Bogom, da dobim od njega, kar ga prosim. Amen. Zato, ker prosimo samo to, kar vemo, da je po njegovi volji. Haleluja. Poglejmo 1-2 strani naprej na koncu Judovega pisma. 20. vrstica. Vi pa, ljubljeni, izgrajujte sebe na temelju svoje presvete vere. Kaj je presveta vera, ki jo imamo? Vera v Jezusa, Božjega Sina. In to, kar je naredil za nas. In mi se izgrajujemo v tej presveti veri tako, da molimo v Svetem Duhu. In tako se ohranimo v Božji ljubezni. In poglejmo, kaj pravi naprej. Čakajte na usmiljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki pelje v večno življenje. Ta beseda čakajte
ima gotovost, pomeni pričakujte, pomeni, ja, eni prevodi pravijo tako, ja, pričakujte. Se pravi, usmiljenje Boga prihaja na tvojo pot. Ti hodiš z Bogom in na tej poti z Bogom usmiljenje Boga prihaja na tvojo pot. So točke, so mesta na tej poti, kjer se boš srečal z večjo mero Božjega usmiljenja in bojo čez to blagoslovljeni tvoji bližnji in drugi ljudje in ti boš zrastel v Bogu. Ja, in to je Božje usmiljenje. Imamo gotovost glede tega Božjega usmiljenja. In ena gotovost, ki raste v meni v zadnjem času, je gotovost glede prebujenja v Sloveniji. To je velika stvar. Pač v Evropi ni bilo velikih prebujenj že dolg časa. V Sloveniji ni bilo velikega prebujenja praktično od časa reformatorjev. Mogoče, da je bilo pol kasneje še kaj, kar ni tako znano, ampak to je to Božje usmiljenje, ki ga pričakujemo za to deželo. Vemo, da če hodimo naprej z Bogom po tej poti, na katero nas je poklical, da nekje se bomo srečali s tem Božjim usmiljenjem, ki bo spremenil ta narod. Haleluja. In kako vemo, da smo zaslužni za to? Kako vemo, da lahko prejmemo nekaj toliko velikega? Ko pogledamo svoje napake, koliko smo nedisciplinirani glede Božje besede, glede molitve, še vedno toliko sebični v kakšnih stvarih. Ne, mislim, mogoče si boljši od mene. Haleluja. Ampak jaz, ko pogledam nase z vidika duhovnih pričakovanj, ne, kaj bi moral kot zrel kristjan vse imeti v svojem življenju, sem lahko takoj razočaran nad sabo. Ne, kako po vseh teh letih, po vsej tej milosti, ne zdržiš več en dan v postu. Haleluja, hvala Bogu za mlado generacijo, ki zdrži 3 dni v postu. Haleluja. Ampak namesto da razmišljam tako, lahko razmišljam v moči Božjega usmiljenja, bom spet lahko zdržal en dan v postu ali pa več, če je potrebno, ko bo Bog to hotel od mene. Ja, poglejmo Galačane. Tam je Sveti Duh močno deloval, ker piše, da je Bog delal čudeže med njimi. Poglejmo 3. poglavje. Ampak se jim je nekaj zgodilo. Očitno so dobili občutek, da so premalo popolni, da so premalo zaslužni za to, kar Bog dela. In so najdeli še veliko zapovedi v Božji knjigi, ki jih morajo izpolnjevati, zato da se bojo počutili zaslužne. In Pavel pravi, o nespametni Galačani, le kdo vas je uročil, ko je bil prav vašim očem prikazan Jezus Kristus in sicer križani. Rad bi izvedel od vas samo tole. Ste prejeli duha zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali? Tako nespametni ste. Začeli ste z duhom, zdaj pa končujete z mesom. Ste toliko pretrpeli za manj, ko bi vsaj bilo za manj. Mar ta, ki vam daje duha in dela med vami čudeže, to dela zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali? To je retorično vprašanje, v katerem zelo jasno odgovarja v nadaljevanju. Bog to dela med vami zaradi vere v to, kar ste slišali. Bog dela čudeže v vaših življenjih zaradi vere v Kristusov evangelij. Zaradi nobene tvoje zasluge. Seveda je Bog vesel, ko ti hodiš v Božji ljubezni, služiš drugam, moliš za druge, obnavljaš svoj z Božjo besedo. Haleluja! Zakaj je vesel? Zato, ker se nekaj dobrega dogaja v tvojem življenju, ker je vse to na tvojo korist.
Seveda tudi za druge, ampak mi smo veseli kot starši, ko naši otroci uspevajo, ko napredujejo, ko pravilno razmišljajo. Ne? In tako tudi naš nebeški Oče. Haleluja. Jaz upam, da že lahko imaš več vere, začudiš, kar se more zgoditi, pa se še ni zgodil. Vsak od nas ima nekaj osebnih takih, ampak ko pogledamo okoli sebe, je še veliko čudežev, za katere bi radi verjeli, pa se nam je zdelo mogoče pretežko. Se pravi, ključ je Božje usmiljenje. Božje usmiljenje, ki ga prejmemo zaradi vere v Jezusa Kristusa. Poglejmo pismo Hebrejcem 4. 14. vrstica. Trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušen v vsem, vendar brez greha. Zaradi tega imamo naslednje navodilo. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Haleluja. Haleluja. En odlomek, mislim, da jih je več, ampak eden, ki se ga zdajle ne spomnim, kje je, pravi, da kličemo Boga za usmiljenje. Tako da tista obljuba, kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo odrešen. Mi kličemo Boga za njegovo usmiljenje in smo odrešeni. Smo na novo rojeni. In tako tudi kličemo Boga za kjerokoli drugo usmiljenje, ki ga potrebujemo. Ja. Haleluja. Zakaj mi je bolj všeč govoriti usmiljenje, kakor čudež? Zato, ker usmiljenje se nanaša na karakter Boga, na prvo besedo, s katero je Bog opisal sebe. Medtem ko čudež se nanaša na delo Boga, nekaj, kar Bog naredi iz tega usmiljenja, iz te ljubezni. Govorimo o eni in isti stvari, ampak verjamem, da lahko lažje ohranimo oči na Jezusu, če gledamo na njegov karakter, kot če gledamo samo ali pa preveč samo na njegova dela. Ker ko bo njegovo usmiljenje manifestirano, bomo videli obilico njegovih čudežnih del. Haleluja. 800 v enem letu na grobu mrtvega človeka. Haleluja. A si predstavljate, koliko več je to od tistega čudeža, ki ga imamo v Stari zavezi zapisanega, ki je prerok Elizej umrl in so ga pokopali in so enega mrliča pol vrgli na njegov grob in je oživel. Tako da to so biblični čudeži. Ampak toliko veliko več. To je zelo dobesedna izpolnitev tega, da boste delali večja dela, kakor ta, ki sem jih jaz delal, je rekel Jezus. Če verujete v mene. Verovati ni težko. Vztrajati v veri je včasih težko. Zato pa rabimo drug drugega. Zato spodbujamo drug drugega, da ne opuščamo srečanj vernikov, ker na ta način je lahko naša vera močna. Na ta način je lahko naša ljubezen živa. Haleluja. Kako bomo drugače živeli ta evangelij, kakor v skupnosti, kakor v cerkvi, ki jo Jezus gradi. Haleluja. Ok. In še en odlomek je v psalmih, ki je taka čudovita slika, prispodoba,
tako kakor služabniki gledajo na svojega gospodarja in pričakujejo njegovo usmiljenje, njegovo dobroto, tako mi gledamo na te, Bog, dokler nam ne izkažeš usmiljenja. Haleluja, koliko lepa slika. Danes smo peli o Jezusu, da ga gledamo, poveličan ga, tako kakor je v razodetju prikazan, tako kot si ga sploh v bistvu ne moremo dobro predstavljati. Niti nam ni treba predstavljati, ker ne bo zadosti dobra slika, ampak vemo v srcu, da vidimo Boga. Ker je Bog očistil naša srca in Jezus je rekel, blagor čistim v srcu, ker bodo gledali Boga. Aleluja. Tako da, ko zapreš oči, ne rabiš videti nobene slike. Ti veš, da je Jezus pred tabo. To je delo njegovega usmiljenja. Ni po tvojih zaslugah, zato si lahko siguren, da vedno, ko zapreš oči ali ko rečeš, Jezus, gledam na te, ti zares gledaš na Jezusa. In se preobražaš iz slave v slavo, ker Gospodov duh deluje v tebi. 1. Korinčanom 3:18 ali pa mogoče druga. Se gremo tja pogledati. 2. Korinčanom 4. Gledamo Gospoda, dokler nam ne izkaže milosti. Dokler nam ne izkaže usmiljenja. In vidite, kakšna gotovost je tle. Ni, da ga rabimo še kaj prepričati. Na nas je, da sprejmemo. Ja, haleluja, on nam bo izkazal usmiljenje, veliko usmiljenje. Če je dal svojega sina za nas, kako nam ne bo skupaj z njim tudi vsega podaril. Haleluja. Vsega, za kar verjamemo v skladu z Božjo voljo. 2. Korinčanom 3:18. Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom opazujemo Gospodovo veličastvo, kakor bi odsevalo v ogledalu. Pač ni jasno. Jasno bomo videli, ko se življenje v tem telesu konča. Ampak dokler smo tukaj, vidimo nejasno. Ampak ga vidimo. Haleluja. In zadosti je. Zadosti je, da se spreminjamo v isto podobo iz veličastva v veličastvo, prav kakor od Gospoda duha, kakor od Gospoda Božjega duha. In takoj naprej nadaljuje, ker imamo po usmiljenju, ki smo ga bili deležni, to službo ne omagujemo. Katero službo? Katero službo? 3. poglavje govori o službi Božje slave. Govori o službi duha. Poglejmo 6. vrstico. Bog nas je usposobil za služabnike nove zaveze, ne črke, ampak duha. Črka namreč ubija, duh pa oživlja. Tako da ne samo, da smo zaradi Božjega usmiljenja bili na novo rojeni, očiščeni v srcu, postali zmožni videti Boga, se družiti z njim, hoditi v njegovi ljubezni. Postali smo služabniki Božjega duha, ki oživlja. In dobesedno prinašamo to Božje življenje, kamorkoli pridemo. Ne rabiš biti pastor, ne rabiš biti evangelizator, da si služabnik duha, tam, kjer te je Bog postavil. Sveto pismo nas spodbuja, da imamo vedno pripravljeno besedo milosti. Kaj je beseda milosti? Nekaj, kar daje ljudem gotovost, da jih Bog ljubi. Da jim je odpustil grehe, da jih ne obtožuje, da se ne jezi na njih. Na različne načine lahko to izrazimo. Ampak ta beseda je dana v naše srce, zato ker je nas spremenila najprej. In zdaj jo mi lahko govorimo naprej. In pričakujemo, da bo deloval Sveti Duh, ki oživlja. Sveti Duh, ki
odpira oči. V 12. vrstici nadaljuje, ker imamo tako veliko upanje, živimo v veliki zaupnosti, imamo veliko gotovost. 9. vrstica, če je bila veličastna že služba obsodbe, govori o službi stare zaveze, je tam bolj veličastna služba pravičnosti. Je tam bolj v slavi služba pravičnosti. Haleluja. Haleluja. Tako da lahko pričakujemo z gotovostjo, da bo Kristusova luč zasijala čez nas, ljudem, s katerimi se bomo srečali. A lahko rečeš, strinjam se. Hvala. To je dobro vsake toliko časa povedati. Seveda je v redu reči tudi amen, to pomeni isto, ampak strinjam se, bolj razumemo. Ne? Ok. Amen. Dobro. Ja. Haleluja. Rimljanom 11 govori o Božjem usmiljenju na zelo poseben način. Malo težek odlomek je, ampak zaključek je, da Bog hoče vsem ljudem izkazati svoje usmiljenje. In Židom in ne Židom. Oziroma Židom in poganom. Ne glede na to, kjermu narodu si se rodil, veš, da ti Bog hoče izkazati usmiljenje. Haleluja. In zdaj 12. poglavje začne se takole. Ker je torej Bog tako usmiljen, tako veliko Božje usmiljenje je, da hoče vsem izkazati usmiljenje, kdorkoli ga bo sprejel. Zato vas rotim, bratje, zelo resno vas spodbujam, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev, to je vaše smiselno ali duhovno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. In brez dvoma, po vsem tem, kar smo zdaj prebrali, lahko vemo, da je Bogu všeč preprosta otroška vera. Ne rabaš teološkega doktorata, ne rabaš niti knjige o teologiji, rabaš enostavno verjeti, ja, Jezus, hvala ti, da si umrl zame. Hvala ti, da si mi dal novo življenje. Haleluja. Hvala ti, Oče, da me ljubiš. Hvala ti, Sveti Duh, da si moj prijatelj. Z veliko gotovostjo se lahko zahvaljujemo Bogu glede teh stvari in vemo, da mu je to všeč. Tako da majhen otrok je že lahko Bogu všeč. Sam da to razume in reče, hvala ti, Bog. Verjamem. Haleluja. A se vam zdi kaj bolj verjetno prebojenje v Sloveniji? Haleluja. Haleluja. Torej, zaradi tako velikega Božjega usmiljenja, ki prihaja na našo pot, po kateri hodimo zdaj za Jezusom, se preobražamo z obnovitvijo svojega mišljenja. Želimo bolj poznati svojega Boga. Želimo bolj poznati to, kar je naredil za nas. In ne samo poznati, da nam je dragoceno to. V Stari zavezi nekje piše, skril sem tvoje besede v svoje srce, kakor zaklad. Haleluja. A si želite to narediti, če še niste? Lahko rečemo Bogu, tvoje besede so moj zaklad. Saj si boste zapomnili, boste lahko na samem povedali to Bogu to večkrat. In pol kjerkoli
odpreš to knjigo, karkoli razumeš, wow, Bog, to je moj zaklad. Koliko sem jaz bogat. Haleluja. Bogat si, brat, sestra. Haleluja. Ena moja najljubših pesmi je, ko pokleknem pred tabo, Bog, sem bogatejši od vseh kraljev. A verjamete, da je Bogu to všeč? Da pokleknemo pred njim z zavedanjem, da smo zaradi tega bogatejši od vseh bogatašev na zemlji. Kaj pomeni poklekniti pred njim? Dve stvari. Predajam se ti in častim te, Bog, obožujem te. Ti me prevzemaš. Ti si moj kralj, ti si moj Bog. Haleluja. Mogoče je to dober čas, da prakticiramo to, kar takoj. Zdaj, če se javi kdo za sint, nam bo malo pomagal, ampak tudi če ne. Zdaj, ko imamo večjo sigurnost, da vidimo Jezusa, haleluja. Kaj praviš na Ješua? Če želiš, lahko vstaneš. Obožujemo te, Gospod. Nihče se ne more primerjati s tabo. Haleluja, ti si Bog, ki si naredil osupljive čudeže. Ti si Bog, ki si se razodel kot usmiljen in mogočen Bog v vsaki generaciji. Slavimo te za ta prebujenja pred stotinami let, ampak mi hrepenimo po tvojemu prebujenju zdaj, v tem času. Haleluja, in vidimo, Gospod, da nam hočeš izkazati to usmiljenje. Da hočeš izkazati to usmiljenje temu narodu. Hvala ti. Hvala ti, Gospod. Haleluja, obožujemo te, kralj. V svojih srcih poklekamo pred tabo. Ker ni nihče kakor ti. Nihče se ne more primerjati s tabo. Ti si dober oče. Hvala, da nas spreminjaš v tvojo podobo. Hvala, Gospod, mi se spreminjamo v tvojo podobo. Haleluja. Zdaj sprejemamo tvoje usmiljenje, Gospod. Sprejemamo tvoje usmiljenje za vse, za kar si še nismo mogli odpustiti. Hvala ti, Gospod, da nam kažeš, kako veliko ceno si plačal, da nam lahko izkažeš to usmiljenje. Hvala ti, da nam kažeš svojega sina križanega na Golgoti,
razmesarjenega zaradi naših grehov, zaradi vsega, za kar se ne počutimo vredni sprejeti tvoje ljubezni. Vse to si ti dal na njega. Da mi zdaj lahko slišimo: moj sin, moja hči, ljubim te. In vemo, da je res. In se ne rabimo nič več prepričevati. Haleluja. Hvala ti, Gospod. Hvala ti za tako veliko usmiljenje. Hvala ti za reko tvojega usmiljenja, ki očiščuje naše duše. Hvala ti, Gospod. Povej mu s svojimi besedami. Želi si slišati tvoj glas. Hvala ti za tvoje usmiljenje. Hvala ti za tvoje usmiljenje. Hvala za tvoje prijateljstvo, Gospod. Počivamo na tvojih krilih. Ti si nas dvignil visoko na orlovih krilih. Visoko nad našo preteklost. Ti nam odpiraš nova obzorja. Ti nam odpiraš oči za potencial, ki si ga dal v naša življenja. Hvala ti, Gospod, da rušiš trdnjave, ki so prej izgledale nezrušljive. Hvala ti, Gospod. Haleluja. Gledamo zdaj na Jezusa, na našega Gospoda in pričakujemo njegovo usmiljenje za te čudeže, ki smo ga prosili za njega. Prosili smo ga težke stvari, ampak za njega ni nič pretežko. Zdaj enostavno gledamo na njega. In vemo, da to usmiljenje prihaja v naše življenje. Ta dobrota Boga prihaja v naše življenje. Haleluja. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod, da si odpustil grehe tudi teh ljudi, za katere molimo. Verujemo ti za tvoje usmiljenje do njih. Verujemo, da jim hočeš izkazati usmiljenje, Oče. In pričakujemo to z gotovostjo. Ti jih boš obvaroval. Ti jih boš obvaroval zla in jih boš rešil. Hvala ti, Oče. Haleluja, haleluja. Haleluja, Ješua. Jezus Ješua. Moj ljubljeni.
Ti si najlepši. Pred tabo poklekamo, Gospod. Tebe obožujemo. Hvala ti za to gotovost, ki jo daješ v naše življenje. O, haleluja. Haleluja. Hvala, da nas ti imenuješ služabnike duha. Služabnike Božjega duha, ki oživlja. Ko gledamo na te, se preobražamo v tvojo podobo. Ti si bil služabnik duha. Vse si delal samo z močjo Svetega Duha. In tako bomo tudi mi. In te bomo dali vso slavo, Oče. Tebi dajemo vso slavo.
obilno tvoje usmiljenje, obilno tvojo milost. Haleluja, mogočno delovanje tvojega duha. Haleluja, mi smo slabotni za molitev. Mi smo slabotni, da ustrajamo v tvoji besedi, ampak sprejemamo tvoje usmiljenje za to. Sprejemamo tvojo pomoč za to, Gospod. Haleluja. 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 Sprejemamo tvoje usmiljenje za vse, kjer se počutimo šibki. Hvala ti, Gospod. Haleluja. Tam, kjer sem bil prej šibak, sem močan zaradi tvojega usmiljenja. Tam, kjer si bil prej šibak, si močan zaradi Božjega usmiljenja. Zato reci, sem močan. Naj slabotni reče, sem močan. Naj slabotni reče, sem močan. Naj šibki reče, sem junak v Gospodovi moči. Haleluja. Ker spoznavam Boga, bom delal velika dela. Ker spoznavam svojega Boga, bomo delali velika dela. Haleluja, hvala ti, Gospod, ker boš ti deloval čez nas. Haleluja, dajmo še enkrat zapet z vso močjo Ješua.
ki bojo sprejeli, to bojo novi ljudje. Haleluja, bojo radikalni Jezusovi učenci. Nič več jih ne bo zanimal ta svet. Haleluja, najdel bojo svoje izpolnjenje v Bogu. Haleluja. O, slava Jezusu, slava Jezusu. O, velik je naš Bog. Velik je naš Bog. Velik je naš Bog. Velik je naš Bog. Haleluja. Velik je Gospod. Velik je Gospod. Velik je Gospod. Slava Jezusu. Haleluja. Nekateri bodo morali iti, ampak preden greš, še lahko sprejmeš ta čudež, ki ga rabiš. Ne rabiš niti priti naprej za molitev, lahko, če hočeš, ampak zdaj lahko sprejmeš ta čudež, za katerega verjameš, zaradi Božjega usmiljenja. Reci, Oče, sprejemam Tvoje usmiljenje. Verujem, da si dal svojega sina in zato ni nič nemogoče zame. Ni nemogoče, da sprejmem ta čudež. Pričakujem, da ga bom sprejel. Sprejemam Tvoje usmiljenje. Po veri gledam ta čudež, da se manifestira, tako da boš Ti proslavljen, tako da bodo vsi vedeli, da si Ti naredil čudež. Amen. 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 Haleluja. Slava Jezusu. Haleluja. Če imaš na srcu, da vseeno prideš še naprej, da se strinjamo s tabo, za kaj specifičnega priti naprej, pa počakaj. Drugače pa verjamem, da je to za danes in obilo blagoslova, kamorkoli greste z Bogom. Haleluja. Če pa ne morete še iti, pa ostanite. Haleluja. Slava Bogu.